Voda. Brez nje ni življenja. Lahko zagotavlja mir ali pa zaradi njenega pomanjkanja izbruhnejo vojne. Zato se Slovenija, tudi kot nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, ob današnjem svetovnem dnevu voda pridružuje letošnji globalni temi Voda za mir. Vsakdo ima pravico do čiste pitne vode, tudi civilno prebivalstvo v oboroženih spopadih. Ta pravica je prepogosto kršena, kot lahko žal danes vidimo v Gazi. V nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom je voda v sodobnih spopadih lahko tarča napadov, uporabljena kot orožje, vse večkrat je tudi vzrok konflikta. Slovenija si zato v Varnostnem svetu prizadeva za večjo aktivnost mednarodne skupnosti, da bi dosegli boljšo zaščito vodnih virov in vodne infrastrukture v oboroženih spopadih s spoštovanjem mednarodnega humanitarnega prava. Pitna voda nikakor ni samoumevna, saj njene zaloge in kakovost niso neomejene ali trajne. Po ocenah več kot 2 milijarde ljudi na svetu nima dostopa do pitne vode. Zato so na mednarodni ravni nujni solidarnost, odgovorno ravnanje in dostop do oskrbe z vodo kot osnovno civilizacijsko dobrino. Naša država je ena redkih držav, kjer imamo človekovo pravico do vode zapisano v ustavi. Slovenija bo z oktobrom prevzela predsedovanje Konvenciji Združenih narodov o varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer. Od decembra lani tudi predsedujemo Barcelonski konvenciji o zaščiti Sredozemskega morja pred onesnaževanjem. Lanskoletno razdejanje, ki so ga pri nas povzročile ujme, nam mora služiti kot nauk, da bo treba več vlagati v prilagajanje namesto v sanacijo. Popoplavna obnova nam ponuja priložnost, da jo zastavimo trajnostno in sonaravno, da se bomo zmožni z dobro začrtanimi prilagoditvenimi ukrepi čim bolje zoperstaviti moči naših voda v bodoče. Vodo je potrebno spoštovati, ker je osnovni vir življenja. To pomeni ohranjanje vodnih ekosistemov in trajnostno gospodarjenje z vodo, preprečevanje onesnaževanja voda in osveščanje o pomenu vode za vse oblike življenja.